Največ problemov predstavljajo stopnice. Stopnice mu predstavljajo največji problem. To je pač stvar, ki jo sam ne zmore, mu je treba pomagati. Drugače smo imeli 5 različnih zdravnikov naročenih, ampak so se prilagodili tako, da smo z enim obiskom bolnice opravili vsa testiranja in vse preglede. Najbolj te boli to, ko vidiš, naprimer, če gremo kam, pa vidiš neka igrala napihljiva, pa ga vprašaš, če bo šel gor na igrala, pa pogleda Jakata, pa prav ne, točno ve, da Jaka ne bo mogel iti. Tu te boli, ker naprimer on začuti, da naprimer, če bo šel, bo Jaka tam sam ostal. In pa rajši prav ne, ampak tle te boli, ker vidiš, da pač enostavno vse otroku odrekati, za kar ga veseli. To je nekaj predikcija trenutna, kakršna so, da med 11 in 12 letom enostavno izgubijo sposobnost hoje. Po eni strani bi mogla take zadeve pokriti država, ampak žal, ker jih država ne pokrije, se moramo obrniti na vse prebivalce Slovenije. Dragi gledalci, danes so moji gostje, družina Škof iz Ribnice. Njihov sin, 9 let star Jaka, ima bolezen, ki se imenuje mišična distrofija. To je redka bolezen, za katero v Evropi ni zdravila in obstaja možnost zdravljenja samo v ZDA, kar pa vse skupaj stane okoli 3,2 milijona evrov. Tako da kar draga zadeva in družina Škof se trudi z zbiranjem denarja, da bo pač Jaka to lahko omogočila to zdravljenje. Hvala, ker ste se oglasili v Trebnjem. Hvala za povabilo. Ni za kaj, z veseljem. Bi mogoče za začetek lahko malo Jakatu povedali, kakšen fant je on. Jaka je drugače kot običajen 9-letnik, razigran, vesel fantek, ki rad hodi v šolo, rad plava, riše, rad se tudi ukvarja s kakšnim športom, brca žogo, ampak včasih je to malo težje, ker pač ga ovira bolezen. Drugače pa, kaj še Jaka to? Jaka je tak fantek, da on nikoli ne reče ne. Vsako stvar proba. Tudi če ve, da ne more, gre proba do svoje zmožnosti, da sam se dokaže, da je lahko enakovreden ostalim. Res, da dosti teže, ampak naredi. Tudi ker njegovi sošolci laufajo 2 kroga v šoli, on jih pa prehodi. Tako da poskuša ne izstopati iz okolice. Se pravi, da je vztrajanje. Vztrajanje zelo. Je pa tudi zelo tako pozitiven. Vsako stvar obrne na pozitivno, če je še tako težko, on vedno najde nekaj pozitivnega v vsaki stvari. Kako se pa spopada s tem vsakodnevnim izzivom, ki jih ima zaradi bolezni? Ker je pač tisto trmast, pozitivno trmast, probava narediti vse, čeprav težje, zelo težko gre sploh. Največ problemov predstavljajo stopnice. Stopnice mu predstavljajo največji problem. To je pač stvar, ki jo sam ne zmore, mu je treba pomagati v šoli, koristi dvigala. Zdaj, če so 2-3 stopničke, še gre normalno gre čez, tako da si pač malenkost na stran postavi telo, pa jih prehodi, drugače pa če pa večja količina stopnic, pa enostavno. Je pa problem. Ja. Mogoče, če malo več povemo o tej bolezni, to je, odmirajo mišice oziroma in potem je pač gibanje čedalje bolj omejeno in zato Jaka ne more po stopnicah hoditi. Ja, mišice so vedno bolj šibke in prihaja tudi do poškodb mišic. Potem pa to vpliva, ta bolezen tudi vpliva tudi na druge organe. Na srce, pljuča.
Je pa to, kaj pomeni redka bolezen. Je še kakšen tak primer v Sloveniji? V Sloveniji do 18 leta starosti je 35 otrok, Ja, ki ima duševno-mišično distrofijo. ja. So pač različne mutacije, tako da bi rekel, da ima popolnoma isto bolezen, jo nima, mislim, da nobeden. Ker naš genom ima pač ogromno teh sekvenc in pač pri vsakem prizadene lahko drugo. Po našem jaku to je to 43. Tako da mislim, da pač prav s to diagnozo ni nobenega drugega fanta v Sloveniji. Je pa zdaj to zdravilo, ki ga lahko dobi v ZDA, to ne pozdravči, ampak upočasni, ne? Tako, Ja, tako, tako je. tako. To ne pozdravi, to začne njegovo telo proizvajati en majhen del tega njegovega distrofina, ki ga njemu manjka, imenuje se mikrodistrofin. Tako da se bolezen samo počasni. Tudi koliko dolgo bo to zdravilo pač pri njemu normalno delovalo, se tudi še ne ve. To je dokaj novo zdravilo. 2023 je bilo v Ameriki sprejeto. Zdravili so z njim okoli 1000 otrok. V Sloveniji sta to zdravilo prijela 2 v samoplačniški varianti, pa 2 v študiji. Se pravi 4 otroci do zdaj. Pa imate kakšne podatke, kako se je obneslo na teh ljudeh in v Sloveniji in v tujini? Drugače rezultati, ki jih prikazujejo gor, so pozitivni. Otroci grejo dosti lažje hodijo, sploh po stopnicah, dosti hitrejše vstanejo, motorične funkcije se jim izboljšajo. Je kar. So tudi pri naših otrocih, teh, ki so iz Slovenije šli, so videti izboljšave. Kdaj ste pa prvič ugotovili, da je nekaj narobe z njim, se pravi, da je prve te znake bolezni začel kazati? Ja, v bistvu je prve znake začel kazati že tam pri enem letu, samo to so bili taki znaki, ki nisi pomislil, da bi bila taka bolezen, ker je to samo v bistvu malo bolj je imel mehke mišice, ni se začel pravilno plaziti, ampak potem je to nekako shodil in je šlo naprej normalno. Potem smo pa opažali pri 4 letih, da teče drugače, da malo zaostaja v motoričnih sposobnostih za vrstniki. Potem pa diagnozo smo pa dobili, ko je bil star 5 let in pol. Ko se je pa tudi začelo že opaziti, da se hitreje utrudi, da ne zmore daljših pohodov. In potem pač z temi preiskavami so ugotovili, da ima to duševno-mišično distrofijo. So pa to kmalu zdravniki ugotovili ali je trajalo dolgo časa? Ne, je kar trajalo dolgo časa. Smo najprej hodili do vseh možnih zdravnikov, ortopedu. Šele potem, ko smo prišli enkrat do nevrologa, se je potem ugotovilo, da je nekaj narobe, potem pa še te genske testiranja kar nekaj časa trajajo, da so ugotovili, kaj je točno. Bili ste pa tudi že v Ameriki na nekih pregledih, ne? V letošnjem letu smo bili konec aprila, je bil jaka testiran v Ameriki v kliniki Numerous Children's Hospital. Tam so opravili pregled, če je sploh primeren kandidat za zdravilo, ker zdravilo pride v telo preko virusa. In če bi imel on proti telesa, je avtomatsko neustrezen kandidat. Mi smo pa dobili pozitiven odgovor, da nima proti teles, da je ustrezen kandidat, da lahko prejme zdravilo. Aha, to je tako, to en virus je v tem zdravilu in zdaj, če bi mu on proti telesa, bi ta zdravilo v bistvu uničilo. Potem ni smisla. Ja, ga niti ne dajo. Koliko časa so pa trajali te pregledi v ZDA? Mi smo bili gor 14 dni, drugače kompletne preglede so združili, tako da smo jih opravili pol v enem dnevu. Drugače smo imeli 5 različnih zdravnikov naročenih,
Ampak so se prilagodili tako, da smo z enim obiskom bolnice opravili vsa testiranja in vse preglede. Edino, kar smo bolj čakali 5 dni na rezultat testiranja, da smo zvedeli, ali je ali ni primeren. In to ste mogli vse samoplačniško Ja. sami plačati, ne? To nič zavod, ta Ne, zavarovalnica ne, to ne ne krije. povrne. Zdaj nekje sem bral, krije to zato, ne, ker v Evropi še ni ta Ja. zdravilo. Ja, V Evropi ni odobreno, še ni Ni odobreno. odobreno. V Ameriki pa je to zdravilo odobreno. No, potem ste se pa odpravili na to pot, se pravi, mislim, zbiranje denarja, ne? Ja, Zdaj zbrati morate 3,2 milijona evrov, če sem prav prebral, ne? ja. ja. Kako vam gre s tem, do kje ste prišli? Malo se je situacija ustavila, ker je vmes so pač v Ameriki ustavili distribucijo zdravila, ker naj bi kao en fantek umrl za tem zdravilo, kar se je kasneje izkazalo, da sploh ni prijel tega zdravila. To, da smo pač za 6 tednov mogli akcijo ustaviti. Zaradi tega je tudi bolj, ki ga enkrat spraviš v normalen pogon, pa moraš ustaviti, spet rabiš kar nekaj časa. Mislim, da nam je zdaj spet ponovno ratalo zagnati akcijo v takem obsegu, kar smo predvideli, kar se tudi odraža na finančnem stanju, ker pač nismo še presegli niti pol milijona. To podatkov iz prejšnjega tedna. Zdaj bomo videli, ker je pač malo bolj medijsko šlo ven, pa ker so tudi malo podjetja nastopile zraven, koliko se je to zdaj odrazilo v tem tednu. Vam je pa lokalna skupnost kar na pomoč skočila, kakor sem bral, ne? Ja, zelo, to je Lahko navedete kakšen primer mogoče, ne? Prvi, ki je na primer podal roko v tej situaciji, je bil že župan ribniški, Samo Pogorelc, potem je šola pa vrtec sta tudi zelo lepo pripomogla zraven. Šola se je res nenormalno super odzvala. Otroci, takoj so imeli razne ideje, na kakšen način bi pomagali Jakatu, da pride do tega denarja. Pa tudi nasploh vsi prebivalci Ribnice, se mi zdi, da jih je Jaka zelo povezal in so res pristopili k zbiranju akcije, tako kot je treba, res, mislim, nad pričakovanje. Otroci so se naprimer tudi sami angažirali, pa tekli palačinke za Jakata, limonado. A ne? Lepo. To je bilo to res lepo videti. Do kdaj pa morate ta znesek zbrati? Še zmeraj, mislim, potrdilo velja 6 mesecev, kar je do konca oktobra. Vemo, da je to skoraj nerealno, da bi do takrat zbrali. Ceno zdravila imamo pa pač dogovorjeno do konca leta. Do zadnjega v letošnjem letu imamo pač dogovorjeno to ceno, tudi rezervirano imamo zdravila. Se pravi, vi ste rezervirali kljub temu, da še nimate sredstev? Bolnica nam je poslala pač papirje, da pač zdravilo za njega je v bolnici, da pač je primeren kandidat, ker smo pač po ustavitvi akcije smo še enkrat pač mogli vse preveriti, če je še zmeraj tako, kakor mora biti. Smo dobili pač odgovor, da še zmeraj za njega odgovarja zdravilo in da je primeren kljub temu, da so se zgodile neke spremembe. In da pač je še zmeraj dogovorjeno, da zdravilo on dobi. Je mogoče kdo, ki bi ga posebej omenili tukaj, ki vam je najbolj pomagal, ali kakšen podjetje, ki je največ doniral, ali kaj takega, da se mu zahvalite? Zelo nam je šlo na roko lokalno društvo Srčni Leon, pri katerem smo tudi štartali akcijo v začetku. Kasneje so se pridružile še ostale društva, kot je Rdeči križ Ribnica, potem Ribniška Karitas in na koncu fundacija Radia 1, preko katere zdaj urejamo vse donacije, kamor smo obrnili trenutno, pač, da se vse donacije stekajo na njihov račun. Ker je tudi lažje pol dobiti neko informacijo o stanju in vsem, pa tudi upamo, da ko bo zbrano, da bodo na koncu to oni plačnik zdravljenja v Ameriki.
Zdaj ljudje vam lahko pomagajo tako, da pošljajo SMS, ne? Tako, imamo trenutno SMS Jaka 5, Jaka 10 na 1919. Potem imamo tudi spletno stran pomagajjako.si, kjer imajo gor tudi QR kode, vse ostale možnosti donacije, ki imajo že poštimajo, pač darujem 10, darujem 20, 50 ali pa znesek po želji. Gori so tudi donacijske pogodbe, preko katerih lahko podjetja donirajo denar za Jakata, pa tudi uveljavljajo potem olajšavo. Tako da imamo več možnosti doniranja denarja za Jakata. Se pa tudi zbira še zmeraj na lokalnih prireditvah oziroma na raznih večjih dogodkih. Smo prisotni. Tako da probavamo na vse načine. Tako da zdaj, dragi gledalci, ali si zapomnite Jaka 5 ali Jaka 10 na 1919 ali pa greste na njihovo spletno stran. Link do spletne strani je tudi v opisu tega videa, tako da če se niste zapomnili, pejte pa kliknite, pa boste prišli do strani. Zakaj pa mislite, da ta zdravilo toliko veliko stane? Načeloma so vsa genetska zdravila draga. Zelo drago. Ja, to je nova zadeva, ni to zdaj pač zadeve, ki so bile predhodno sploh razpoložljive. In vsi ti razvoji. Razvoj zdravila je zelo drag, ker rabijo veliko pacientov že v kliničnih študijah in to so strokovnjaki, veliko strokovnjakov nas sodeluje pri tem. So pa cene zelo visoke vseh teh zdravil. A če bi bil ta zdravilo odobreno v Evropi, bi pa to vam krila zavarovalnica ali ne bi? Ja. V tem primeru bi. Ja, v tem primeru bi. Kaj je pa s tem, ki so zdaj bili ste vi tudi tukaj zraven bili, ki je bilo zdaj nekaj pred parlamentom, so se zbrali te ljudje, ki imajo otroke z redkimi bolezni. To smo bili zraven, ja. To ste bili zraven, lahko kaj več poveste? Mi smo se v bistvu zavzemali za to, da bi pač država krila stroške teh zdravljenj otrok. Pa tudi v bistvu zaradi te vse birokracije, kaj vse je treba pripraviti, ne vem, ko vlagaš dodatek za nego otroka in potem vsako leto spet na novo vlagaš, je treba veliko dokumentacije zbrati, da bi bili te postopke malo lažji oziroma da bi za daljši rok dobili tudi te odločbe, ker stanje se ne spremeni pri teh otrocih, ki imajo take bolezni. To je res, ja. Sej potem so tudi imeli poslanci neko glasovanje, jaz nisem to toliko spremljal, sem malo imam v spominu naslove, ki sem jih videl. Kaj so oni točno to sprejemali, kakšen zakon? Šlo se je ne za zakon, ampak za sprejem sklepov, po katerih bi lahko državni zbor odločil o spremembi zakonodaje, da bi se lahko plačalo zdravljenje za otroke, ki obstaja zdravilo v tujini, za lažjo birokracijo, da ni treba pač vlagati dokumentacije konstantno, ker pač situacija pri otrokih z redkimi bolezni na boljši načeloma ne gre kvečje na slabše. Odločbe so pa časovno omejene, da bi bile pač za daljše roke. Odločali se je tudi za paliativno oskrbo otrok. Bilo je glavno načeloma 6 sklepov, žal so bili vsi zavrnjeni. A vsi so bili zavrnjeni? Ja, noben ni bil potrjen. No, ker jaz sem tam videl, da so objavljali ene poslance, da so glasovali proti, ampak jaz sem mislil, da je bilo vsem sprejeto, ampak pač, da nekateri so bili proti. Ne, to je pač odbor za peticijo in enake možnosti. Noter je
Aha, nekaj poslancev. aha, poznam to zadevo, ja. In potem gre to naprej, predlogi grejo naprej v odločanje. v državni zbor, potem, da se pač odločajo, ne bi žal že na stopni, ko bi si sklepi sploh oblikovali in dali predloge naprej. Zavarjeno. Ja, Je bilo že pač zavrnjeno. Pa si vi znate razložiti, zakaj so to zavrnili? Glede na to, da so bila tam prisotna na tej seji, bolj sem se nagibal, da bodo sklepi potrjeni, kakor da bodo zavrnjeni. Zakaj so jih zavrnili, pač sami poslanci vejo, ampak sklepi niso bili pač tako napisani, tako da je bili direktno usmerjeni v neko zadevo, so bili zelo splošni. Na tisto, kar smo mi slišali, so bili res predlogi taki, ki bi jih dejansko otroci s posebnimi potrebami bi jim zelo prav prišli. Je pa žal prišlo do tega, da je pač vse zavrnjeno, zaradi tega je pol tudi Viljem Julijan zdaj tako dokaj konkretno zagrabil in organiziral pol tudi proteste in vse to, da se nekaj premakne, ker pač otroci, ki imajo bolezni, kakršne so in, kot sem prej rekel, na boljše ne bodo šli, kvečem na slabše. Država bo pa tudi mogla počasi prevzeti neko odgovornost in poskrbeti za te otroke. Se strinjam, ja. Mislim, to res čudno, da gre to zavrniti. Se to potem, tudi če bi bilo karkoli sporenega, nas je to potem še parlamentu gre čez. tako, Ne, mislim, jaz bi tle rekel, če bi jaz tam sedel, bom rekel, bom to čez spustil, ker najbrž lahko naredim manj škode, če sem za, kakor pa če sem proti. Ne. Ja. Pa če je karkoli slabega mogoče bilo v teh predlogih, se gre pol še na parlament, pa bo večje število ljudi odločilo. Tako da... To je pač itak prva stopnica bila v tem, da bi se lahko nekaj premaknili. Kot ste rekel, je pa pol še zmeri naprej se še preučuje, pregleduje in odloča za te zadeve. In, ja, če ne bi bilo karkoli v redu, se ga lahko še zmeri vrže, ampak žal je že v začetku. Ja, no, boriti se je to treba. Pa bo, mislim, enkrat bo nekdo popustil, po mojem. Ne vem. Ja. Ja. To pa upamo. Ne sem gledal zaradi Jakata, nasploh zaradi vseh otrok, da se ne sooča s takimi problemi, kot se soočamo zdaj mi v trenutnih situacijah. Ja, se strinjam. Da se situacija izboljša. Sem pa videl na vaši spletni strani tudi prostovoljce iščete, ki bojo pomagali pri zbiranju, ker to najbrž kar veliko ene logistike in vsega. In če hočeš biti uspešen, pa zbrati tukšen denar, kar 3,2 milijona ni malo, ne, je to kar veliko. Ne. Tudi vi ste verjetno najbolj odvisni od medijev, če bojo oni to objavljali, če bojo dali naprej. Tako da vam najbrž pomoč prav pride. Ne? Mediji so zelo koristna zadeva v takih primerih, zato ker ogromna količina ljudi dobi informacijo, kaj se dogaja, da se zbira, da nekdo rabi pomoč. Po drugi strani pa tudi prostovoljci vidijo zelo prav, sploh po raznih dogodkih. Če je na večjih različnih lokacijah po Sloveniji s 5 ali pa 10 prostovoljci, žal ne moreš pokriti dogodkov vseh. Tako da prostovoljci so tudi ena taka zadeva, ki je pač zelo bi nam prav prišla, da se malo poveča. Smo zadovoljni trenutno s temi, kar jih imamo, ampak moramo bazo definitivno nadgraditi, da se lahko pač lažje izpeljejo vsi dogodki, ki so planirani. Zdaj, tam sem videl eno sliko, ponovadi na dogodkih stojnico postavite, ne, Ja, pa ja. pač imate tam napisano za SMS-e, pa zakaj se gre, pa tako. Ne. Tako, na dogodkih je stojnica. Gor so ponovadi kakšni izdelki, ki jih otroci naredijo za Jakata, da tisti, ki donirajo, da lahko tudi nekaj vzamejo sa stojnice. A ne, Jaka? Ja. Tako da ja, probavamo, ne sem da nekaj dajo, da tudi neki otroci, ki so se potrudili za Jakata, da dajo, da so darovali
da vidijo neko zadoščenje v tem, tudi da vidi, da je pač na drugi strani en otrok žrtvoval svoj čas, da je nekaj za Jakata naredil, da mu je hotel pomagati. Tako ja, dragi gledalci, če bi kdo hotel pomagati, pojdite na njihovo spletno stran, tam imate vse kontakte, pa kontaktirajte, ne, saj Ja. tako je. ponavadi, Drži. ne. Ja, drugače, kar se medijev tiče, ne, je tudi zelo pomembno, da te velike mediji poročajo vas, da tudi ljudje pol to verjamejo, da je to res, ker danes imaš tudi razne prevare in človek Ja. že ne ve več, Ja. kaj je res, kaj ni res, ne, in žal je tudi teh prevar, dobivaš neke SMS-e, vse žive, si ne veš, zakaj se gre, tako da danes moraš vse preveriti in potem ne, če pa vidiš, da so v tem pisali 24 ur, pa Ja. taki ne, potem pa si rečeš, aha, to je pač resna stvar, se ne gre za neko prevaro, ne, pa tako je. tudi, po mojem tudi vsak manjši medij vam lahko nekaj pomaga, ne, sej rečemo, Tudi, ja. je teh cel kup tudi lokalnih spletnih medijev, ki imajo tudi kar nekaj doseg, pa jih je verjetno, se jih kar da najdete ne 50 v Sloveniji, ne, pa Ja. zdaj, če se na vseh 50 nekaj objav, pa nekaj od tega bi Ja. moglo biti, ne, tako da. Zato smo tudi zdaj pripravili za 1.10. smo pripravili novinarsko konferenco v Ribanci v gradu, Aha. kamor smo povabili vse novinarje in te medije, da pridejo, da posnamejo zgodbo z Jakatom, da če imajo kakršnakoli vprašanja, da nam jih zastavijo, da dobijo odgovore. Trenutno smo bili pa pač na A-kanalu Slovenije 1, pa v Tedniku. V teh treh te tri mediji so pač že naredili zgodbo. Tako da počasi se odpira, zdaj pa upamo glede na novinarsko konferenco, da bodo še vsi ostali prišli pa naredili eno novico za Jakata na televiziji, da bodo res ljudje videli, da je to pristna zgodba, da to ni nekaj izmišljenega oziroma nekaj zloraba, ampak da dejansko Jaka rabi pomoč, da ga bodo tam videli, začutili. Ker drugače, ko enkrat pride Jaka, pa ga pogledajo, pa vidijo, kakšno voljo ima, da si res zasluži, da bi dobil to zdravilo, da mu bo olajšalo njegov sistem življenja. Popravilo mu ga ne bo na tak sistem, kot ga imajo vsi ostali, ampak saj izboljšalo mu bo kvaliteto, da bo lahko saj normalno upravljal svoje stvari, da bo mogoče normalno hodil po stopnicah, a ne? Pa da bo lahko z Oskarjem kakšno žogo več brcal, ne zdaj, da se utrudijo, ampak da boste lahko malo bolj se poigrali, pa da bomo nasploh nek napredek naredili pri njegovih motoričnih funkcijah. Kaj pa Jaka ti narajš delaš, Rišem. rešeš? Še kaj da delaš? Plavam, pa žogo brcam S kom? z Oskarjem. To z bracom delaš, Bratcem. ne? Lepo. Kje razred pa hodiš zdaj? Četrti, Četrti. In kako ti gre v šoli? v redu. V redu. Si priden? Ja. No, super. Lepo. A imate še kakšne, kaj imate še v planu, kakšne akcije, da boste to čim prej, pa čim hitreje izbrali? Trenutno imamo še, dogovarjamo se za organizacijo parih dogodkov, kakšen koncert še, probavamo tudi z raznimi dogodki, ki so že najavljeni, priti v stik, da bi se na kakršenkoli način lahko zraven pridružili, naprimer, da se nekaj dogovarjamo, da probamo stik vstopiti z organizatorjem Ljubljanskega maratona, da bi bila kakšna varianta, da nas tam oglašujejo na teh večjih dogodkih, ker se dejansko zberejo ogromna količina ljudi. No. Kaj pa ste razmišljali o kakšnem dobrodelnem koncertu? Tudi smo se pogovarjali, glasbeniki načeloma se da dokaj hitro jih dobiti, samo problem je to, ker za vikend so pa vsi zasedeni. Ne. Med tednom bi se bi podalo kaj zmeniti. Ne. Tako da probavamo se dogovarjati malo še za kakšno dovolj veliko lokacijo, da ga pač speljemo en tak dobrodelni koncert za Jakata. Ja, to nisem pomislil, da so med vikendom zasedeni. Ja, so pogodbene obveznosti, ki so Ja. že naprej, tako da
čisto zastopno, ne, vsi delamo pa za preživetje, ne. Vsi hoče pomagati, sem pač treba se tudi temu No, prilagajati. ampak vse, če bi bili mogoče neki res poznani izvajalci, pa da to naredite v Ljubljani, se bi tudi med tednom verjetno bila udeležba, mislim, da ne. Ja, Sam po mojem je to treba v Ljubljani narediti, v ker Ljubljani ne res, ja. v Ljubljani je le največ ljudi, ne. Tako Ja. da, no, jaz upam, da vam bo uspelo. A mi lahko še poveste, kako pa to, ta Jakatova bolezen vpliva na družino? Kje kdaj, kje jih še bolj poveže, kje jih skrega, tako da, kako je to pri vas? Povežete idek skupaj zaradi tega, ker pač se moraš začeti dejansko prilagajati njemu, se pravi, si dosti več zraven njega, oziroma moramo biti zraven njega, da mu pač omogočimo, da pač on lahko opravlja svoje zadeve. Do konfliktov pride pa takrat, kadar je pač organizacija, ker si treba tudi prilagoditi, se moramo midva svoje urnike prilagajati. Ker je tudi fizioterapija, veliko, delovna terapija, potem so razni pregledi, ker to je počasih kar težko usklajevati. Zdaj v tej akciji je pa še več stvari, kaj je treba. Je včasih kar težko vse obveznosti uskladiti. Verjamem. Bratec je mlajši ali starejši? Bratec je mlajši, letos je začel s prvim razredom osnovne šole. To je pa že velik fant. Ja, ste kar tam že. Ste kar tam že, ja. Kako je pa on to sprejel? Najbolj te boli to, ko vidiš, naprimer, če gremo kam, pa vidiš neka igrala napihljiva, pa ga vprašaš, če bo šel gor na igrala, pa pogleda Jakata, pa prav ne, točno ve, da Jaka ne bo mogel iti. Tu te boli, ker naprimer, on začuti, da naprimer, če bo šel, bo Jaka tam sam ostal. In pa rajši prav ne, ampak tle te boli, ker vidiš, da pač enostavno vse otroko odrekati, za kar ga veseli. Zaradi tega, da bo pač lahko nekaj z Jakatom počel. Ja, verjamem, da je to kar težko, ja. Ja, pa zelo veliko se Jakatu posvečamo, pa je včasih tudi težko to brati. Zdaj se trudimo, ampak, da bi tudi Oskar, ampak včasih je res težko to. Ja, je to res velika preizkušnja življenjska za Ja. družino. Ne, tako da, Težka situacija, no, ker gledaš, kako se mu slab, mislim, vidiš, kad težje hodi, kakor je prej. Ko vidiš, da ne more, pa bi vse naredil za njega. ja. Kako so pa sošolci sprejeli? Sošolci so, mislim, take srčnosti nisem pričakoval. Prej jaz sem v štartu pričakoval, da bo imel bolj probleme, ne, da ga bodo odrinili stran, ampak popolnoma nasprotno. Sprejeli so ga, pomagajo mu, zelo so ga veseli. Tudi ko je šel v Ameriko, so mu prinesli medveda za sabo, za srečo, ker so se gor vsi podpisali. Tako da res, otroci so pa z dušo in srcem res so pokazali srčnost otrok. Ni problema z raznih dogodkih, ki jih organizira šola. Takoj so zraven, ni nobenega problema, da ne bi. Tudi ko mu prinesem zjutraj gor v torbo v šolo, ko ga prebujem, vedno pride kakšen od sošolcev ali pa sošolka z razreda. Vnesem v torbo noter, res poskrbijo za njega. Če ne doživiš, ne bi mogel verjeti, kako se lahko otroci potrudijo, pokažejo svojo res pravo srčno ljubezen do sočloveka in mu pomagajo. In tle pri Jakatu je čutiti na vseh vidikih, kamorkoli pogledaš, veš, da ga imajo res radi. Tudi učiteljica jih je ustrezno podpirala, pripravljala. Tudi šli v Supernovo, kjer sem imel stojnico. Bodo šli še enkrat.
To je v Ribnici, Supernova ali v kaj? Ljubljani, A v Ljubljani so na šli. Rudniku, kjer so prodajali izdelke za Jakota. Vse, kar se je zraven. Prav tako. Za Jaka. Tudi 10. bodo šli ponovno v Supernovo, njegovi so šli 11. 11.10. bodo šli ponovno v Soboto. Supernovo v soboto, šli še enkrat postaviti stojnico za Jakata. A ne? Pa greš tudi Jaka z njim ali Ja. kako? Kaj pa imate kakšne negativne izkušnje glede tega? Do zdaj še ne. Do zdaj še nobenih, da bi kdorkoli karkoli imel slabo izkušnjo trenutno, ne. Ne, Ne. Same pozitivne. Vsi nas v pozitivo presenetijo. Res probavajo vsi, da bi Jaka prišel do svojega cilja. Kaj pa na kakšne državne inštitucije ste se obrnili za kakšno pomoč? Je bilo kaj pomoči ali nič? Pri državnih inštitucijah je bilo tako, problem je to, ker zdravilo ni sprejeto v Evropi. No, ampak se ne mislim samo za zdravilo, tudi drugače, kakšna drugačna pomoč, kaj vem. Tu sem bral, da je bil Jaka na morju, je bil na neki rehabilitaciji v Izoli, ne? ja, to preko društva distrofikov. Aha. Se gre na rehabilitacijo. To je pač preko zdravstva. Aha. Mantom terapije. Je zelo fajn, da se nam starši in otroci s to boleznijo in še z drugimi živčnimi mišičnimi boleznimi, da se malo povežemo. A to ste šli cela družina? To sem šla jaz pa oba otroka. Aha. Eden ni mogel v službi biti. Ni šlo, da bi šli vsi za 14 dni. Je še kakšna taka inštitucija, ki vam je kaj pomagala? Ja, v bistvu imamo pač redne preglede na pediatrični kliniki. In tudi v Soči imamo preglede. Pa delovno pa fizioterapijo v Kočevju. Imamo enkrat na teden, delovno enkrat na 14 dni fizijo, enkrat na teden, pa enkrat na mesec gremo še v Ljubljano na fizioterapijo. Pač od zdaj se strani države pač mu pripada toliko, Ja. da vse ostalo pa pol. Imamo srečo, da ima Ribenška šola bazen, kjer 2krat na teden plava s plavalnim klubom, pa 2krat na teden individualno z Dolores, ki se mu posveti, pa ga malo tudi razgiba v vodi. Ja, v bistvu ima Dolores je kakšna terapevtka? on ima v šoli dodatno strokovno pomoč. Ja. 2 uri mu pripada in potem pač odvisno ima športnega pedagoga. Zdaj pa, ker je ona zelo pripravljena, je tudi učiteljica plavanja in ker je pač pripravljena z njim to delati, gresta za te 2 uri na teden v bazen, kar je zelo dobro za njega. Pa tudi za nas zdaj tako organizirano, da med šolo že, da takrat, ko je v šoli, on nekaj dobrega naredi tudi zase za svoje telo. Kako pa vidite prihodnost? Upamo, da bomo zbrali denar, da mu plačamo pač zdravilo v Ameriki, da pridobimo na času, da če se bo slučajno kdaj pojavilo pol, kakšno zdravilo, ki dejansko odpravi to bolezen, da ga bo lahko prijel. Ker večinoma zdravil lahko prejme, dokler hodi, kar mu pa probavamo zdaj z Levedisom urediti, ker je Levedis pač upamo, da bo tukaj izboljšal situacijo, da mu bomo podaljšali zdaj za naslednjih par let to njegovo mobilnost.
In v tem času upamo, da bo glede na to, da se trenutno pojavlja ogromno nekih novih genskih terapij, ki so pomembni pač v razvoju in bodo še kar rabili ene par let, da pridejo do take stopne, da bodo pač primerne, da bodo lahko delali ljudem. Znanost kar napreduje. Zdaj nekje sem prebral, če ne bo dobil tega zdravila, pri 12 letih ne bo mogel hoditi več. Ne? To je nekje predikcija trenutna, kakršna so, da med 11 in 12 letom enostavno izgubijo sposobnost hoje, s tem posledično tudi izgubijo možnost, da dobijo kakšna zdravila, ker večinoma so vsa bazirana na hodeče, ne pa na nehodeče. Kaj vam pa daje moč in motivacijo, da vse to čez daste? Ja, enako. Srčnost, ja, ko ga pogledaš, pa ga vidiš. Ker marsikdo bi že odnehal, ne ga pa vidiš, da niti za sekundico ne pomisli, da karkoli on ne bi mogel, da je res ona vola, pa tudi s kakšno energijo se stvari loti, tako da, ko ga vidiš, ni sploh onega, da bi pomislil, da ok, zdaj bi prav skusil kaj drugega, pa da bi nekaj pa on. Pa tudi ljudje nas spodbujajo. Tako vola, ko ima on, jo ima redko kdo. Pa nalezljivo je, ko ga vidijo, Pol še drugi. še drugi začnejo, brez kakršnega koli problema. To je res. Če ne doživiš, če ga ne vidiš, ne veš, kakšen je. Imate kakšno sporočilo za starše, ki imajo tudi otroke z redke boleznijo? Tako bom rekel, počasi se bodo mogli starši vsi skupaj stopiti. Pa pač nekaj urediti za te naše otroke, ker pač čaka, da bo nekdo drug naredil prvi korak. Mislim, da tega ne bomo dočakali. Razen, če bomo sami nekaj naredili na temu, da spremenimo, da država spremeni poglede, da vidi te otroke in da začne nekaj delati, da bodo te otroci dejansko lahko, da jim bo omogočeno vse tisto, kar je otrokom drugje. Na primer, vedno pravijo, ok, Levedi si v Ameriki, ja, je v Ameriki, ampak še v ostalih 9 državah ga lahko otroci dobijo, ni samo Amerika. Levedi to je zdravilo. Ja. Ja, to je zdravilo. Otroci v Dubaju ga dobijo, na Japonskem, v Izraelu, Braziliji, Bahrajn, Kuvajt. Ni ena, ampak je 9 držav, pa Amerika, se pravi, z Ameriko skupaj imamo 9. Tudi ostali so mogli nekaj videti, da so sprejeli, da zdravijo svoje otroke s tem zdravilom. Zato obram pač. Žal smo odvisni od Evropske unije, se pravi od EME, zdravstvena agencija v Evropski, ki odloča pač, katero zdravilo ja, katero ne. Zdaj sta prišla pač 2 nova podporna zdravila v Slovenijo, ker jaka trenutno je že na steroidih, kar se mu tudi vidi, pač z zmanjšano rastjo pa z obrazom v obliki lune. Zdaj smo dobili pač še dodaten steroid, ki ima manj stranskih učinkov, ampak še pač ni še toliko preizkušen. Zraven smo pa dobili še pač zdravilo, ki blaži mišično vnetje. Ki sta bila letos oba dva pač prišla odobrena. Hormonom se že predpisuje. Ja, Enega se že predpisuje, enega se še čaka, da se ga bo lahko začelo predpisovati. To je pač neka osnova, ki tem otrokom vsaj nekaj omogoči, da jim je boljše, ampak še zmeraj pa ne odpravi bolezni. Ne. Ni to gensko zdravilo. Ja. Ste pa mogoče probali pisati kam na to EMO, pa povedati svoj primer, pa jih prositi, naj to mačkem pospešijo, da se gre za življenje vašega otroka, mislim se. Sej prebral bo nekdo en tam, ne vem, vreden je utopično misel, da bi to zdaj res šlo zaradi tega hitreje, ampak mogoče pa en dan, dva, ne vem, no.
Ne, še nismo probali pisati, pač malo smo zdaj, da društvo distrofikov spiše, mislim, DBD Slovenija, da spiše en dopis, pa se ga posreduje državi. Probavamo ta prvo tako, da gremo pač na osnovnem nivoju, pa počasi lezemo proti vrhu, ne, da vidimo, kje se bo mogoče kaj premaknilo. Ne. Ja, na odločitev je pač težko vplivati. Tam oni gledajo samo pač številke in podatke. Je kaj tazga, kar vas je Jaka Vajdva naučil, pa ta njegova bolezen? Ja, da ni nič samoumevno. V življenju te vedno lahko nekaj preseneti. Nikoli ne moga misliš, da si nekaj dosegel. Nisi. Že jutri se ti lahko situacija podre. To drži, ja. Drugače gledaš Ja, na življenje. tako, drugače gledaš, ni več. Prioriteti se ti zamenjajo. Ja. Ne razmišljaš več, ne vem, niti pomembno, ne vem, ali boš usmučat, ali boš si nekaj kupil, to ni več pomembno. Ja. Ne, Ja. tu nima materialne dobrine, ti niso več tudi pomembni nič, ker pač enostavno povedal, rabiš jih zaradi tega, da lahko prideš z točke A na točko B, pa da nekaj živiš. Ampak za vse ostalo pa gledaš pol, kaj je pomembno, kaj ti otrokom dodatno prinese, kje vidiš njihovo veselje. Ja, gremo na morje, ja, kao žiga v vodi. Gremo tudi, ponovadi gremo v jeseni v Kranjsko goro za par dni, Oskar, da gremo smučati z inštruktorjem. Jaka, da gre v bazen plavati, ko uživa, ampak da bi šla pa midva zdaj smučati. Gledaš, da je otrokom fajn. Da vse tisto, kar lahko izkorista, da vidiš, da sta veseli in da vidiš, da je bilo dobro potrošena naložba, da ni bilo pač porabljen za brezvezje. Če ga že porabimo za tako zadevo. Stvari moramo prilagajati stvari, ker daleč ne more hoditi. Kakšnimi takimi športi se tudi ne more ukvarjati, ampak si potem se naučiš, kako si prilagoditi stvari, da tudi on lahko počne, da smo lahko skupaj. Te majčke, v katerih ste oblečeni, jih tudi prodajate? Da zdaj jih nismo. Smo pa že da ne pari dobre pač, namige, da bi jih takrat kupili, tako da ja, imamo pa v planu, da bi morali potiskati, pa da si jih dodali v naslovnicah kupiti. To mislim, da bi bila kar dobra poteza. Ja. Pač nekdo donira, ne, se Tako. pravi nekaj od tega ostane, Ja, pa še reklamo vam pol dela. tako, to pa je. Za nas pa za prostovoljce imamo zaenkrat. Ja. Če bi lahko tukaj, ne vem, eno sporočilo dali slovenski politiki pa družbi, kaj bi jim povedali? Slovenski politiki bom rekel tako, da glede na zadeve, ki jih rabijo te otroci, ki imajo redke bolezni, da naenkrat za spremembo mogoče pogledajo z drugega zornega kota, ne kdo je predlagatelj, ali je to levi, ali so to desni, ali so to sredinski, ampak da ne pogledajo, da smo tu skupnost, smo mi, ne eni, ne drugi, ne tretji, ampak mi skupnost. In naj naredijo nekaj za skupnost. Ni važno, z katere strani pridejo kakšni predlogi. Naj se povežejo, vsaj enkrat naj pokažejo složnost, pa naj rečejo, ok, ja, bomo pa naredili, za naše otroke gre. Se strinjam. Bi še vi, gospa, kaj dodali? Jaka, kaj si pa ti najbolj želiš? Da dobim zdravilo. Da dobiš zdravilo. No, se glede na to, koliko imaš zagnanega očeta pa mamo, jaz sem prepričan, da ti bo uspelo. Ja. Tako da si lahko vesel, da imaš takega očeta pa mamo. Ja. Tako da bod ponosen na njih. Pa tudi na bratca, ki ti stoji ob strani ves čas.
To je to, kar sem jaz imel za vas vprašanje. Jaz se še enkrat zahvaljujem, da ste prišli. Ja. Dragi gledalci, vi pa dajte po svojih močeh pomagati, če se da. Zdaj 3 milijone 200 je velik denar, ampak če bi tako pogledal, je pa sam vsak Slovenec, če bi dal €1,5, pa bi imel ta znesek. Ne, tako da, Ja. Že če bi dal sem vsak delovno aktiven, pa 3,5 € se pokrije. Ta znesek. ja, tako da. Žalostno je to. Jaz zastopam ljudi. Po eni strani bi mogla take zadeve pokriti država, ampak žal, ker jih država ne pokrije, se moramo obrniti na vse prebivalce Slovenije. Ker en sam ne premakne nič, vsi skupaj pa lahko poskrbimo, da bo Jaka šel po svoje zdravilo in da bo doživel možnost, da se najde zdravilo, ko odpravi njegovo bolezen. No, sej, SMS je čisto enostavno poslati, ne, tako da Ja. res ne bi smelo biti problem, tako da pošljite ta SMS. Jaz sem prepričan, da 5 € se vam ne pozna veliko, tako kot je rekel Jakatov oče, pa če bi vsak delovno aktiven dal 3 €, bi bilo dosti, tako da dajmo tukaj skupaj stopiti, pa da zberemo ta denar. Tako ja, še enkrat hvala, pa res vam iskreno želim, da se zbere ta denar in Jakatov vse najboljš, da pride do tega zdravila in Ja, hvala. vse najboljše Hvala, možno. tudi vam. Ja, hvala vam, Ja, da ste nas hvala, povabili. povabila. Tako. Dragi gledalci, vam pa tudi hvala, ker ste tole pogledali. Če se da ta video, kje delite, objavite, pošljite komu, ki bi lahko pomagal, tako da doseže čim več ljudi, ker s tem se bo tudi lahko več denarja zbrali, tako da hvala tudi vam. Hvala. Hvala.